kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Samo še tega pa bo. Saj vem, da je težko, ampak prednji jaz izvrtam eno luknjo, narediš ti 3. Dost mi je že tega. Delava kot konja, zaslužka pa skoraj nobenega. Kaj češ? A misliš, da je drugim lahko? Dule in Jaka lifrata cement, Madonna, prvič je svinsko težek, drugič pa še cena nizka. Ti povem, da sva midva s tem sladkorjem vseeno na boljšem. Ampak kakšna tatova pa vendar sva, ko pa se toliko mučivo, ha? Bajsi, se nisva tatova. Dobro, kaj pa sva? Bajsi, se midva tega ne bi delala, če bi imela višji štandard. Tako so pa prisiljena, pomagava sebi in otrokom. Taci in konec, tako kot jaz. Problem je samo v tem, da sva midva navadna, majhna tatova. Tepca, tudi drugi kradejo. Ampak drugače, ne mučijo se, midva pa garava. Daj za mašek. Ja. Na. In to naj bo življenje. Garam, odkar vem zase. Ko bi bil oče kaj vred, bi me poslal v šolo, zdaj bi bil v pisarni. Bi nekaj pomenil, ne pa tole. Tako. Treba si bo izmisliti nekaj boljšega, nekaj novega. Nisva več mlada. Tole delam samo, dokler si ne najdem kaj boljšega. Ko se bom pa kaj izmislil, bom pa tale patent prodal Duletu. A Bajsi, daj, no se to ni tako slabo, res ne. O, so zmešani. Plaziva se pod vagoni 3-4 ure, pred napolniva 10 vreč. Ti pa praviš, da ni slabo, v hrbet imam še razbole. Roke mi otekajo. Tisti drugi delajo drugače, s kravatami, zaktokami. Gospoda so, fini so. Ja, ampak jih na koncu fino ujamejo. Pripravi vrečo. Na. Daj, Bajsi. Lega. Bajsi, malo. Bajsi, bo še golaš in pivička? Pivo bi, golaža pa ne. Poglej me, kakšen sem, že od zraka se redim. Nič ti ne manjka, kar fejst fanci. Zakaj pa ti ješ jajca? Kakšna moda je to? Dieta, najnovejša metoda, hujšam. No daj. Zanesljiva metoda, shujšaš v 14 dneh. Povedal mi je Feigl, tisti doktor. Poglej, samo 2 dni se držim diete, pa sem že shujšala. Tudi trebušček je že manjši, a ne? Julka, dvojni golaš in brizga.
Koliko je bilo? 380 kil. Laže. On je lažnivec ti posel. 100krat sem ti že rekel, da dobro glej, kadar tehtate. Daj si časna beseda, 380. Tak razbojnik je, da bi še lastnega očeta ogoljufal. Saj sem gledal, zraven sem bil pri tehnici. Preberi. Skrivnostne kraje se nadaljujejo. Iz zaplombiranega vagona je izginilo 428 kg sladkorja. Tatovi mojstri. Pokradena jo je za 48 kil. Moje žulje žre baraba. Jaz delam in garam, oni pa krade. Daj si, poglej tole. Tatovi mojstri. Kaj potem? Ja, baj si, to je priznanje, pa še v časopisu javno. Golaš. Hvala, Julči. Julči. Ja, kako si imaš, punčka? Kako pa naj se ima osamljena vdova v najlepših letih. Drži se diete. Niče pa je res užala. No, kar načuta se. Metoda je zanesljiva. Nekaj oliv, nekaj jajčka, malo šunkice brez kruhka. Zajamčeno? Verjamem. Poglej, no, poglej. Julči, prinesi še eno pivo pa en brizganc. Direkcija podjetja Agromenkartil išče več kvalificiranih šoferjev za tovornjake. Pogoj, večletna praksa, službo lahko nastopijo takoj. Pa kaj potem? No, kaj potem? Daj, pohiti z golažem. Pivičko, brizganec. Plačam. Ja, kaj pa se bomo mudi? Delo. Tole vajno delo pa ni nič kaj prida. Kar naprej se vam nekaj mudi, pa nobenega efekta. Baj si, ti bi moral imeti nekaj takega, no? Kakšen lokalček. Kaj veš, Julka? Mogoče bom pa res kaj odprl. A bi ti prodala svoj bife? Zakaj bi ga prodala? Se bi ga lahko imela skupaj. Mogoče pa res. No, resno mislim. Ni ti treba denarja. Jaz bi te kreditirala. Prav, tovariša, domenili smo se. Jaz sem za to, da vaju sprejmemo. Vse se treba pomeniti, lepo, demokratično, tovariško, samopravljavsko. To da, predvsem je potrebna kontrola. Brez kontrole ni reda, brez reda ni uspeha pri delu, brez uspeha ni zaslužka, brez zaslužka ni plače. Jasno? Jasno. Razumela, tovariš šef? Kako me smelaš? Še danes boste prevzela kamion. Vajno delo bo prevažanje blaga iz centralnega skladišča v pomožna skladišča. Teh je 37. Torej dela bo veliko, celo nadurne vožnje bodo, a to ni važno. Vidva sta šoferja, prakso imata, kaj bi vama še pojasneval. Je pa tu še nekaj drugega. Sistem in kontrola. Kontrola in sistem. Naša kontrola je najboljša, najbolj popolna. Na to posebej opozarjam. Kalo se določa po tabelah, a kar se sistema tiče samo tole. Garaže so izven skladišč. To je eden od principov našega sistema in kontrole. Vidva prideta vsako jutro v glavno skladišče. Zapeljeta na tehnico, stehtata prazen kamion. Pazite, to je princip sistema in kontrole. A ko odhajata, stehtajo poln kamion. Razlika med tema dvema težama je teža blaga. Toliko blaga morate izročiti v pomožnem skladišču. Jasno? Preprosto in zato popolno. Sistem, kontrola. Kontrola, sistem. Imate še kakšno vprašanje? Kar se mene tiče, ne, tovariš šef. Kje pa nim? Potem pa kar prezimite kamion. Zdaj bom telefoniral šefu skladišča in garaže, naj vaju zadolži zanj. Jutri vaju čakam ob 6, ampak točno, red mora biti, brez reda ni uspeha pri delu, brez uspeha ni zaslužka, brez zaslužka ni plače. Jasno? Jasno. Torej, jutri zjutraj ob 6, tovariš šef. Greva? Halo?
Bajsi, vem, da si pameten. Vem tudi, da bi bil brez tebe navadna ničla. Ampak Bajsi, ne bodi jezen name, ker dvomim. Kaj dvomiš? Da sva naredila prav, ko sva prevzela to delo. Zaslužka ne bo nič več, samo dela bo več. Rekel sem ti že, da sem sit tistega. Ne bom se več plazil pod vagon in vlačil kakor mrha. Zato, da me bodo na koncu še ukradli. Kaj pa zdaj, Bajsi, kaj pa zdaj? Ti povem, da tu ni dela za naju. Se bo že kaj našlo. A se bo hudiča našlo. A nisi slišal, kakšna kontrola je tu? Lepo nama je razložil. Malo je manjkalo, da mi je rekel, pazita fanta, da kaj ne suneta. Naš sistem je tak, da pa jo bomo takoj ujeli in potem vrest. Poslušaj, Srečko, drži že enkrat gobec in me pusti, da bom razmislil. Pa ta sistem... Drži gobec! Bajsi, sem že tiho. Bajsi, ti lahko nekaj rečem? Aha. A zdaj vidiš tudi sam, da sva nasankala v tem agrom merkantilu. Madonna že mesec dni gruntava, pa tuhtava, pa nič. Najbolje bo, da odpoveva in se vrneva k najnemu delu. Zaveži. Na ta fanta. O, Julči, hvala srce. Bajsi, kaj si bil tako zaskrbljen? Nič. Mislim. Misliva. Jo, kaj pa mislite? Vse mogoče. Preveč misliti ni dobro. Jaz včasih preveč mislim, pa se mi takoj dvigne krvni pritisk. Komaj diham. Kaj bi mislil? Za toliko kupiš švinček, za toliko ga prodaš. Dobiček je razlika. Pri tem res ni, da bi mislil. No ja, včasih je treba res misliti, ampak čim manj misliš, tem bolje je. Zdaj pa vem. Kaj pa veš, Bajsi? Tako, fanta. Jejta, težko delata, težko je nalagati kamione. Julka, a veš, da sem razmišljal o najnem predlogu? O kakšnem predlogu? Da bi se združila. Bajsi, res? Da bi se združili oba s Srečkom. Jaz sem za to, če si ti. Seveda bi bilo treba še razmisliti. Če bo šlo vse tako, kot se posreči, bi bilo kar prav. Ampak potem bi bilo treba malo razširiti, večji izbor, več prometa. A misliš resno, Bajsi? Pa nikar se ne delaj neumnega. Kot da se nisva še nič pogovarjala o tem, a? A ja, što se res pogovarjajo? Na to sem že mislila. Obrat bi bilo treba razširiti. Ampak za to bi bilo treba več denarja. A gotovine nimam, kreditov pa ne maram. To bo najina skrb. Joče pravi, da bo to najina skrb. Seveda, morava tudi midva dobiti nekoga, ki bi naju kreditiral. Potem bi šlo vse, kot je treba. Joče pravi, da moramo najti nekoga, ki bo kreditiral. No, sem slišala, ne? No, Srečka, se nisem gluha. Lahko bi začeli čez kakšen mesec. Največ 2.
Najna skrb bo, da bova nabavljala blago. Tvoja pa, da boš lokal vodila. Plačaj. No, zlezi gor, da vidim, koliko tehtaš. Kaj ti pa je, Joso, zakaj me pa tehtaš? 60 kil in pol. Osem. Teži sem od tebe za 47 kil in pol. Ja, veš, da imaš kar precej bajci. To se pravi, če se jaz zredim za 2 kili, ti pa shujšaš za pol kile in bo ravno 50. Zakaj pa ne shujšam? Vse sem že zdaj tako odprekla. Za pol kile. Pa si nor, kaj pa žena rekla? Že tako pravi, da jo žulim, kadar je zraven mene. Jaz se bom zredil, ti pa shujšal. Ja, pa zakaj? Da bo 50 kil razlike, to poenostavlja knjigovodstvo. In da veš, nocoj ne boš večerjal. Greva. Kam greva, bajsi? V trgovino, kupi tehtnico. Kaj bova pa tehtala? Sebe, vsak dan. Sem pa vedno mislil, da je pameten človek. Na, stopi gor, da vidim, koliko tehtaš. Ah, daj no, bi se vedel, zakaj vse to. 60. Dober si, dečko. Že 2 dni ne večerjam. Ko se boš navadil, sploh ne boš več mislil na hrano. Poleg tega je pa še zdravo. Če zdravo, zakaj? Potem že ti ne shujšaš. 109 pa 90. 20 je premalo, kako pa to? Čakaj. Kaj boš pa s tem milom? 110 pa 10. Dobro, baj si kar naprej te sprašujem, ti pa sploh ne odgovarjaš. Poslušaj, Srečko, zakaj bi ti pojasnjeval? Predolgo bi trajalo, pa še ne bi razumel. Poslušaj, ko prideva pred skladišče, boš izstopil in šel peš. Delaj se, kot da greš na stranišče. Zakaj? Se me ne tišči. A že spet sprašuješ? Pa ne bom več. Kaj pa ne počnem na stranišču? Rekel sem ti, delaj se, kot da greš na stranišče. Delaj se! Greva. Ja, če bom šel na stranišče, potem bom tam. Ali se bom samo delal, ali se bom pa zares. Baj si hočem vedeti, kaj naj počnem tam. Stop! Stop! Dobro! Je tank poln? Do vrha. Olje, voda? Vse okej. Kaj pa osebne stvari? Samo tole. Dva 2387. Vozi. Prav. Pazi, zdaj jaz ostanem dol, ti podpeli na tehtnico. A ja, zdaj greš pa ti na stranišče. Vseeno kam grem. Nič ne skrbi in opravljaj svoje delo, kot je vse v redu. Mar ne? Nikar preveč ne sprašuj.
Samo suho meso imata, šunko in pršut. Kakšne 3 tone ga bo. Kaj pa za jutri? Konzerve. Zdaj, šef. Suho meso 5507. Podpiši. Baj si no povedal, kam naj peljem? Greva po daljši poti. Ko ti bom pa rekel, boš pa ustavil. ...50 kil suhega mesa.
Kaj s suhim mesom? Toliko sva zaslužila. A misliš na tisto vrečo, ki si jo pustil v garderobi? Točno. To je najnič zaslužek. Poslušaj, ko se bova vračala, bova vzela vrečo in naravnost k Julki. Zakaj pa k Julki? Zakaj? Se smo družabniki, solastniki. Kaj si? Nikdar se nisem hvalil. Niti si nisem domišljal, da sem kdo ve kako pameten. Kaj morem? Bog me je takega ustvaril in tak sem. Ampak najbolj neumen pa tudi nisem. Se veš, da se včasih kaj spomnim, da kaj razumem. Vidiš, tudi časopise berem. Ampak tega pa ne razumem, baj si pa konec. Bože razumel, Srečko, bože razumel. Ti tehtaš 60 kil. Je tako? 60, da. Jaz pa 110. Tako je, baj si. No, zdaj pa zračunaj, koliko je razlika. Razlika 50 kil, skoraj še en tak, kot sem jaz. Točno, toliko sva zaslužila. 50 kil. Zdaj me pa dobro poslušaj. Prazen kamion sem vozil jaz s svojimi 110 kilami. Je tako? Tako je, baj si. Aha. Oni tam je to upisal kot bruto težo praznega kamiona. Na to so kamion naložili in na tehnico si ga odpeljal ti. Je tako? Je, baj si. No, vidiš. Oni tam je spet upisal kot bruto težo polnega kamiona. No, kaj se je med tem zgodilo? Aja. Najprej sem šel jaz na videz na stran, potem si šel pa ti. Pa pusti zdaj stranišče na miru, kdo te o tem sprašuje. Vprašam te, kaj se je zgodilo med tem? Kaj je bilo s tehnico, težo? Ne razumeš? Nastala je razlika 50 kil in to je zdaj najino. Zdaj razumeš? Ja. Baj si ne razumem. Sedi ni treba. Slušaj, ko prideva do tehnice, boš izstopil. A ko da grem na videz na stran? Pusti še stranišče pri miru, kdo te sprašuje tem? Saj sem tiho, baj si. Čiro! Zdravo, sta prišla. Na kaj pa imata danes? Suho meso. Aha. Je v redu? Do grama, istovorita fanta. No, Julka, kako gre naše podjetje? Saj sam vidiš, da ne more postreči vsem. Zdaj gre veliko bolje, ko imam taka dobavitelja. Poslušajta, kaj naj s konzervami? Bolje bi bilo manj konzerv, pa več perutnine. Piške gredo, kot bi bile za stol. Kaj pa je za večerjo, piščanci? To bo najina skrb. Konzerve nekaj počakajo. Jih bomo že prodali. Kaj za večerjo? Kaj pa to tebe briga? Jaz bi dunajskega. Meni pa prinesi... Zelnato solato. Prinesi mi... Kislo vodo. Jaz bom... Molči že, se sem že jaz naročil zate. Zelnato solato in kislo vodo. Jaz bi pa pivo. Takoj, fanta. Jaz ne moram več te solate. Baj si. Nocoj bi jedel jajčka, trdo kuhana. Julka pravi, da se od tega shujša.
Se vidiš, koliko je slišala. No, baj si kaj moram. Jest hočem, lačen sem, baj si crkavam od lakote. Pa ne klapni neumnosti. Baj si lačen sem. Si se danes tehtal? Se veš, da sem. Tehtaš več kot 60 kil. Kaj pa ti moram? A 100-krat sem ti že rekel, da jih ne smeš piti toliko. Ješ lahko samo pod pogojem, da potem skušaš. Pa kako naj še skušam? Poglej me, kakšen sem. V soboto. Naš Srečko je pa res revež. Samo solatko za večerjo. Kaj češ? Rano ima na želodcu. Prav mi je. Vidiš, Srečko, prej si jedel dvojne golaže, Aha. zdaj pa imaš, ker nisi pazil. To bo že minilo. Se bo že pozdravil. Lača. Kaj pa me gledaš, kot da sem ti ubil očeta? Ah, nisi baj si. Tudi ti se reveš. Žrtvuje se. Vem, kaj si misliš, lump. Zdaj ti je težko. Ako pa deliva denar, ti pa ni težko. Baj si se nič ne reče, ampak 2 jajčka, baj si. 2 jajčka mi ne morete škoditi. Baj si. Naj bo, da bo mir. Ampak samo 2. Julka! Danes voziva maslo, jajca in sir. Na, stopi gor, da vidim, koliko tehtaš. 59,5. Kako pa to? Kaj, kako pa to? Kdo pa si že zredil od samega zelja? Ni prav. Sveda ni prav, kar naprej ti govorim, da ne želi toliko. Ni prav, da jih imaš 59,5, mora bi jih imeti 60, da bo okrogla številka. Kaj pa zdaj? Čakaj. Na, požri tole. To je voda. 2 kozarca, pol kile več. Ne morem. Požri, zapri oči in požri. Na, še to. Tebe ne more več. Čas te beseda, baj si. Izpi. Ne morem. Potem boš pa lahko jedel, kolikor boš hotel. Časna beseda. Sem jaz zdaj lagal? Tudi dvojni golaž? Tudi. No, vidiš, v 3 minutah pol kile. No, treba pohiti, greva. Pohiti, greva. Baj si ne morem hitro. Voda se pretaka v meni kot v termoforju. Stran moram. Sinor, Kaj si ne zdržim več? vsak čas bo na to voljeno. Poskusi zdržati še kakšno minuto. Kaj si ne morem. Mehur mi bo počil. Moraš zdržati. Če zdaj spustiš, bo na tehnici narobe kazalo. Pasili bodo. Ušlo mi bo hlače. Ne misli na to. Ja, na kaj pa ne misli? Baj si, na kaj pa ne misli? Jaz ne morem. Gotovo, Blida, kaj čakata? Alo, Srečka, v kamion? Baj si le ne omnosti. Jaz se bom stal. Samo poskusi. Srečka! Kaj mu pa je? Še sam ne vem kaj.
Baj si ne morem več, baj si. Stiskaj. Stiskaj, baj si ne morem več. Poslušaj, Pero, ne mlati praze slame, kakšen primanjkljaj neki. Kaj praviš? 220 kilo, počil bom od smeha. Kakšen primanjkljaj. Pri meni sploh ne more biti primanjkljaja, sam veš, kakšen sistem imam. Kaj? Daj, no, daj, direktor te bo poslal hudiču. Jo, prav, kar daj. O, ne, pri nas je vse v redu. Ti pa kar naredi kontrolo. Če imaš ti primanjkljaj, mi ga nimamo. Zdravo! Pomisli, Pero sporoča, da je odkril primanjkljaj tudi v nekaterih drugih skladiščih. Ne vem, kakšni ljudje so to. Nekje, ki še napaka, narobe knjiženo blago, oni pa takoj primanjkljaj. Kakšen primanjkljaj neki pri mojem sistemu kontrole. Kaj si pa hotel, Joco? Nalog za nakladanje. Takoj bom. Halo, šef glavnega skladišča Ajdič. Tovariš direktor? Da, poslušam. Vem, tudi meni so telefonirali, ampak to so neumnosti. Moj sistem kontrole in... Prosim? Da? Če vi tako pravite? Prav. Pripričali so direktorja, da primanjkljaje zdaj zahteva revizijo, inventuro in kaj še vse. Naj kar vohajo. Moj sistem je nezmotljiv. Nalog bi rad. Hvala. Šef glavnega skladišča Ajdič. Kdo? To ste vi, tovariš glavni knjigovodja. Da, poslušam. Da, tovariš direktor mi je telefoniral. Kako? Ampak se to ni mogoče. Moj sistem kontrole in sploh. Dajmo, no, prosim vas, zapiramo, prosim vas. Pridita, fanta. A še šli? Baj si pridi. Takoj bom ti, samo pospravim. Baj si, kaj praviš? Povem ti, da se je začelo. Inventure in kontrole, kamor pogledaš. Imajo komisijo, ki pregleduje vsa skladišča in obračune za leto dni nazaj. Prava norišnica, ti rečem. Ajdič dire naokrog, kot muha brez glave. Ampak njemu ni do primanjkljaja, ampak do slave. Kaj pa misliš, gre za njegov sistem? Ja, povem ti, da je njegov sistem tak, da je za najo ravno prav. Ti pa malo manj žri. A je danes sobota? Je. Prvič imam do tega. Sploh pa. Zdaj tako ne moremo delati, dokler se to ne mine. Kaj se najo tiče, kaj je tam narobe in kaj ni prav in kaj iščejo. Pri nama je vse okej. Torej, delava naprej. Na zdravje. No? A si govorila z Dari? Sem. Takoj začnejo, ko bom rekla. Ko se bo tole razširilo in ko pridejo še nove luči, kot se spodobi. Nova kuhinja, natakarice, bo velemestno. Mislim, da bi bilo lahko v 2 mesecih vse gotovo. Ja, tako so rekli. Zdaj samo vprašanje, če imamo dovolj denarja. To je najna skrb. Ne prežvekuj, saj vidiš, da imamo delo. Ti baj si, kako pa da Srečko je med tednom samo solatko in sir? Ob sobotah pa hoče samo meso, poje za 3 take, kot si ti, baj si. No ja. Ob sobotah ga pač ne boli želodec, ne? No, kar se mene tiče, tako začnemo. Pa poglejmo, kaj smo prigarali. Ej da. Ampak natančno. Ne? Jaj, poglej, kako imam jaz to delati. Pri nas ne more biti napake, tovariš direktor. Moj sistem kontrole je tak, da je to nemogoče. Če je primanjkljaj, potem je drugi, ne v glavnem skladišču. Ajdič, pošvižkam se na vaš sistem.
Poročila s pomožnih skladišč natančno izkazujejo primanjkljaj. Ja, ampak ti primanjkljaji niso nastali pri nas. Tudi pri njih niso. Mislite, da so v pomožnih skladiščih sami tatovi? Tega ne trdim, tovariš direktor, ampak upam si pripomni, da nimajo sistema. Dajte mi mir z vašim sistemom. To je cedilnik. Ne. Tovariš cedilnik. Tovariš direktor. Kako gre, no? Tovariš cedilnik. Ste kaj našli? Tovariš direktor, svečano izjavljam, No? da nismo našli ničesar. Ti se to je nemogoče, že 2 tedna vodite revizijo, pa nič? Nič. Tovariš direktor, ni napake. No, kaj sem vam rekel, tovariš direktor? Moj sistem. Tovariši, prenehajte s tem in pripravite vse obračune za pregled. Jutri pride glavni kontrolor SDK. Šadič, od vas želim poročilo o šoferih kamionov. Imam podatke, da so predajali manj blaga, kot bi ga po vašem sistemu morali imeti. Na delo, tovariši! Tovariši, kot ste videli, je moj sistem pomagal vam. Bi mogoče radi kaj rekli, tovariš Cedilnik? Nekaj, kar se tiče mojega sistema. To, da imamo vas in vašega sistema do semle! Moj sistem, tovariš. Pojdite se soliti skupaj z vašim sistemom! Nekaj takega, tovariši. Prosim vas, točno tehtajte, čeprav 10krat, ampak stehtano mora biti do grama. Brez skrbi, šef. Pri naju še nikoli ni manjkalo. Niti toliko, kolikor je za nohtom črnega. Vem, Joco, vem, ampak princip je princip. Ja? Jaz sem za princip. Tehtajte. Ko bi imel take šofere, kot ste videla, potem bi bilo lahko. Kaj je pri vseh manjkalo? Skoraj pri vseh, tu 50 kil, tam 10, vendar samo manjše količine, vendar. To je kalo. Kakšen kalo, Joco? Zakaj pa pri vajedvih nikoli ni kala? Ne pazijo, razumeš? A mogoče je kdo med njimi tudi kaj sunil, kaj veš? Ne vem, šef. Pravzaprav vse to ni nič, razumeš? Ugotovili so, da primanjkljaji niso presegali 50 kil, ja kaj pa je to? Mogoče tehtnice niso v redu. Jaz še vedno trdim, da primanjkljaja ni, prav gotovo pa ne takega, kot trdijo, da je. 5,5 ton. Pomisli. 5,5 ton. No, tudi ti se čudiš, kaj? Kaj se ne bi čudil, šef? Vse to so si kar tako izmislili, razumeš? Kakšnih 5,5 ton. Vse to je poln turnjak. A zdaj je to tisti glavni kontrolori službenega knjigovodstva. To je pameten in prepisan maček. Razčistil bo, kaj je storil, ne boj se, Joco. Kakšnih 5,5 ton. Čudno, čudno. Nasvidenje, šef. Srečno, Joco, srečno. Evo. Natančno tehtajte, na gram natančno. Moj sistem zahteva absolutno natančno. Samo če je vse v redu, deluje kot je treba. Ste slišali? Brez skrbi, šef, velja. Imajo super kontrolo. Naj kar iščejo, raziskujejo, kontrolirajo. Ampak mene zanima nekaj drugega. Kaj pa, Bajsi? To, da imaš 61,5 kil. To pa res ne vem, odkot to, Bajsi. Ne veš? Jaz pa vem. Na skrivaj žreš. Bajsi, če sem si jaz zredil za 1,5 kila, sedaj še ti pa bo spet isto. Ne morem. Jaz pa lahko, Slušaj, Srečko, bodi pameten. Vsaka deka tvoje teže pomeni nekaj tisočakov manj. Slušaj, Bajsi, jaz ne morem več tega, dovolj je bilo. Ti se dušiš z bifteki in zrezki, jaz pa ne morem spati, ker se mi prikazujejo klobase. Ne, tovariš Cedilnik, ni res. Tovariš, ajni.
scanțapio, nevasana, nesgale casa, kerțăm șofer. Zračunal sem, da sva zgubila najmanj 250 kil blaga zaradi tvojega žretja. Poglej se, kakšen si. V 10 dneh si se zredil za 7 kil. Rekel sem ti, da ne morem več. Shujšaj, če ne bo z nama konec. Zredi se, pa ne bo. In lahko rečem, da je moje delo končano. In primankljaji? Revizija je pokazala, da primankljajev ni. Kako ni? Se so nastajali celo zdaj, ko ste bili vi tu. Imam podatke s pomožnih skladišč. Primankljaji so, tovariš kontrolor. So in niso. Jaz sem zato, da jih ni. Kako to mislite? So in niso. To je relativno. Ne, rad bi konkretno izjavo, ali primankljaji so in če so, kdo je kriv. Primankljaji so, tudi tovariši naj vas to ne skrbi. Primankljaji, ki nastajajo na tako nepojasnjen način, predstavljajo sestavni del našega gospodarskega sistema in so logična posledica decentralizacije skladišč, kot taki so skoraj potrebni. Da, tovariši, to je nujno zlo, s katerim se morate sprijazniti. Končno, tovariši, mar ni bolje, da nastajajo primankljaji na raznih koncih. To so nasplošno vzeto manjši primankljaji, ki jih je lahko nadomestiti, no, vsaj veliko laže, kot če bi nastal primankljaj v centralnem skladišču. Podariti moram politični aspekt tega problema, decentralizacijo. Da, tovariši, primankljaji so, a kljub temu živimo dobro, celo zelo dobro. Ne razumem, zakaj bi potem stvari dramatizirali. Že samo podjetje ima izgubo in seveda, kdo bo to izgubo nadomestil? Kako kdo? To je menda jasno. Politika cen je elastična, tovariši, a vi ste sposobni trgovci. Boste že znali to urediti tako, da bo za vse prav, ne? A to pomeni, da primankljaji so? Ali niso? Kot sem rekel, to je relativno. Ne, so ali niso? Po dokumentaciji jih ni. Hudič ne vzame dokumentacijo, važna so skladišča. Motite se, tovariš direktor, kajti če je tu vse v redu, potem je v redu tudi v skladiščih. Pa čeprav bi bila skladišča čisto prazna, razumete? No, nasvidenje. No, slišali ste, tovariši? Važno je, da imamo papiri, da so papiri v redu. Čeprav nas bo vse skupaj vzel hudič. Kaj direktor, kaj kontrola? Solice ne gre vse skupaj. Važni so papiri! Papiri! No, končno. Pozna sva. Krujač mi je razširil plač, ki nisem mogel obleči. Še malo pa boš lahko oblekel mojo obleko. Kravata v redu? Zdaj napor.
Kaj praviš? Ne samo, da je lepa, tudi naša je. No, kar je res. Dost sva se nagarala. In stradala. A bi začela slivovko? Lahko. Potem pa pršut pa pujska. Ja, bajsi. Srečko, a veš, na kaj me tole spominja? Ne vem, bajsi. Na sedmino. Na kakšno sedmino, bajsi? Najno, tvojo in mojo. Ti si se ga pa res nalezel, bajsi. Ja, na sedmino, za najnim delom, razumeš? Pa zakaj? Zredil si se. Zdaj imaš že 70, jaz pa hujšam, sam ne vem zakaj. Najbrž zato, ker se preveč jezi. Bajsi, najprej ti moram čestitati. Izmislil si delo, ki mu ga ni pala. Ampak tokrat sem tudi jaz malo mislil in sem našel rešitev, Bajsi. Kakšno rešitev? Kako bova nadaljevala delo in podvojila zaslužek. Daj. Bajsi, stvar je tako preprosta, da bolj ne more biti. Začela bova delati ločeno, vsak s svojim kamionom. A našla bova vsak svojega pomočnika in bova delala. Njim še niti ni treba povedati, kako to gre. Ločeno? Če naj se strokovno izrazim, decentralizirala se bova, a sem prav povedal. Ja, prav. Srečka! Pazi na mojo frizuro. Julka! Botelko najboljšega? Torej praviš, vsak svoj kamion, vsak svojega pomočnika. Paratehnico! 2 kamiona, Dvojni zaslužek! zame, zate, za Julko! Pa za ta naš narod, da bo vse zdrav prenesel. Ker sem šofer ex! Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.